prvo dokončaj šolo, to naj bo ti fokus. Okay. Jaz, če bi šel nazaj v 20, jaz bi definitivno več bral, več knjig bi prebral. Jaz sem v bistvu mimo knjig šel nerealno. Okay? Mogoče bi malo več se poučeval. Čeprav pravi, ja, pa najboljši, najuspešnejši ljudje sploh nimajo šole. Ja, ker njih je življenje naučilo drugačne. To bi spremenil. Jaz sem v življenju 3 knjige prebral, nič več. Tudi jaz, za bralno značko. Da. Za bralno značko. Faks sem cel preplonkal, na koncu ga niti nisem še dokončal, tako da končal na osnovno šolo, ampak mi je v življenju prijetno. Tako da, v redu? Dal bi jim te nasvet in to smernico in kaj naj naredijo. Ja. Naj grejo, če želijo iti v tujino, da zaslužijo denar, ja, toliko, da bojo imeli začetni kapital za svoj posel. Morajo delati. Pozabi partije, pozabi ogromno igre na partije, ja. Ampak treba imeti neki fokus, kaj si želite. In reče, ja, ampak ti si pa že pri 20 vidimo, sedel v Ferrariju, pa imel Rolex uro. Ja, ampak moramo vedeti, kje je moje izhodišče. Jaz prihajam iz premožne družine. Jaz sem bil rojen v tej zlati zibki, ki sem to zelo nerad slišal, ampak bil sem. Nam Rolex ura ni pomenila nič. Šele ko sem začel sam delati, to je bilo pa po 20. letu, sem videl, da pa svet ni tako enostaven, kot sem ga imel do sedaj. Jaz sem mislil, da če bom sam začel delati, pa to bojo za ure, to bojo avte. In ko sem mogel prve prispevke sam plačati, ko sem si mogel prvi mobitel sam plačati. Si ugotovil, da v bistvu delaš samo za državo? Tako. Ja. Bilo treba osnovne prispevke plačati, ko mama je rekla, Tome, zdaj pa si v svoji hiši, imaš svoje stroške. In potem sem videl, da meni, sem rekel, mama, prej res, samo razlika bila tam, prej nisem imel denarja, sem pa vozil Mercedesa. Ja. Zdaj si ne morem kupiti svojega Mercedesa, pa spet nimam denarja, pa delam sam. Boljše, da sem jaz vnuk po poklici, prej sem bil jezen, da sem rekli vnuk po poklici, da bi me jaz 100 let klicali vnuk po poklicu. Ja. To hočem ljudem povedati. Padeš na realna tla, ja. Padeš na realna tla, življenje prije z bejzbol palci in tako dalje, da rek po zobeh, da rek nazaj v realnost. In tako sem jaz padal na realna tla, oziroma na trda tla. Na svet, ki bi rad dal mladim, če imate svoje sanje, sledite jim. Kako je ti svoje sanje, odgovor je preprost, verjeti treba vanje. Naj grejo v tujino, naj si proba sveta, vidijo, tam je mentaliteta ljudi drugačna. Večji pul. Večje je tržišče. In ko zaslužiš ta svoj začetni kapital, ki bi ga rad imel, potem vlagaj vse svoj čas in svoj trud v to, kar si želiš početi. Če boš prodal knjige, prodaj knjige. Če želiš pisati knjige, piši knjige. Za vse pa potrebno imeti nek začetni kapital, je potrebno iti, se vrniti in narediti svojo zgodbo. Ampak verjeti je treba v to. Zanimivo se mi zdi, enkrat sem zasledil nekje tudi neko idejo, veš, kaj ima povsod ta baby shower. Zakaj ne bi bilo, da ko odpre nekdo nov posel, da se zberajo prijatelji in pozdravijo njegov nov posel, ki ga je nekdo začel? A ne je bilo to cool ideja? To sem enkrat nekje zasledil, pa bi se mi zdelo to dobro. Zelo zanimivo. In da oni nazdravijo, ne vem, 1001 CNC, evo, dajmo, pozdravimo, bravo, šel si na svojo pot, dajmo te podpreti, bomo od tebe vzeli karko, a veš, to bi se mi zdela dobra istočnica. Primer, Janez da na Facebook, da je zaposlen v Mercatorju. Ja. Bravo, svaka ti čas, 100 evo, zdaj si bravo. Janez je odprl svoj SP. Ker ljudje privoščijo, da ti gre v življenju dobro, ampak nikoli boljše od njih. Zato. A ni to zgrešeno? Zgrešeno. To je pač naša taka mentaliteta, slovenska. Mi Slovenci smo najbolj močni v tem. Vse po sveta to, ampak mi smo najbolj močni v tem. Da se je to kdaj spremenili? Ne vem, ker ljudje ne dojamajo tega, ko rečejo, glej, njega ima Maseratija, tajkun, lopov. Ne bi bilo lepše, če bi se vsi z Maseratije vozili. Ne bi bilo to lepše. Jaz sem pa ne bi videl, kjer je tajkun. A veš? Ne? Tu je problem, tu nastane problem. In ko Janez odpre svoj posel, Janez bere 3 všečke. Od tega sta babica, mama, pa še sosed, ki je po pomoti kliknil. Pa še srečo mora imeti, da mu babi pa mama da. Tako. Ker reče, se ko pa to greš, pa je trajna šiht, razumeš? Tako. Če pa je Janez zaposlen v Mercatorju, ima pa službo. Kjer ima new job. Ima službo. Bravo. Janez vsaka čas, pol pa so tu čestitke. To je res. Pa da bo dobil plačo, pa božičnico, pa regres, pa tako, mrska je za nič delati. Tako. Dosti reče ljudi, pa vse ta je privatnik. Vsak lahko je. Vsak ima možnost biti privatnik. Šele ko to spoznaš, kaj se treba plačati, kaj se treba narediti. En delavec je en problem. Omračujemo 15 delavcev, to je 15 problemov. Točno tako.
Tako da vsaka čast tistem. In se dostakrat zgodi, da prej poskrbiš za njihove plače, preden za svoje. Tako. Je tako? Tako, ampak mi smo pač v Sloveniji in to je zavist. Ja. V tem smo najmočnejši. Vmes si mi prej povedal tudi en stavek, da ko greš na poti navzgor, nikoli ne veš, koga lahko srečaš, če greš na poti navzdol. Ja. Da se kdaj srečaš s klošerjem na ulici, kaj gledaš na tazga človeka? Recimo, jaz vedno da nekaj evrov. Če lahko na hitro povem eno zgodbo od dedekov primer. Stavila smo se v Trojanah in tam je bil en gospod, ne bom rekel, da je bil brezdomec, ampak mi dva parkirava, peljala sva se iz Jesenic in stavila se v Trojanah. In dedek si tak jakno zapira, vem, da je bilo hladno, in en gospod reče, imate za kruh. Dedek ga pogleda in ravno, dedek ni nikoli nič dal, dedek, bog ne daj. Jaz poiščem tisti drobiž in res smo dan, kaj sem imel in se zahvalim. Sem dedek vprašal, sem rekel, dedek, zakaj si šel tako mimo? In dedek odgovori, si videl človeka, ki se norca dela z mene? Jaz z avtom za 200 000 evrov, on pa me sprašuje, če imam za kruh, pa imam jaz za tono kruha. To je bila dedkova mentaliteta. Dedek je našel stojen razgovor, samo da ni rabo dati. Zaradi tega, ker dedek prihaja iz revne družine, dedek je bil revež, njemu nikoli ni bilo nič podarjeno, dedek je sam bil na istem, kot je bil ta gospod in dedek ni dal. Jaz pa sem dal, isto je enkrat na taka rekel, gospod Gomilšek, pa vaš vnuk pušča na pitnino, vi nikoli niti centa ne date. Pravi ja, ampak on je vnuk enega najbogatejših. Jaz sem pa sin revne matere, jaz sem si mogel to zgraditi, on ni rabo narediti nič, zato on pušča na pitnino po 10-20 evrov. Jaz pa sem za ta cent mogel garati. Zanimivo. In od takrat naprej so vedeli, da pač Ivan Gomilšek nikoli ne bo dal niti centa na pitnine. Zanimivo. Kako bi izgledal, da bi bil, ne vem, 2 dni ali pa en dan, da bi preživel kot klošar? So delali eksperimente v Ameriki. Bi ti bilo to zanimivo? Ja, bi bilo. To bi bilo recimo v Ljubljani, kjer je malo večje mesto kot na Ptuju, kjer se dnevno obrne več ljudi. Da enkrat polet sprobimo to. Lahko. In boste videli, kakšna razlika je. Ljudje delajo razlike, ker ocenjujejo človeka, kako je oblečen. Obleka naredi človeka. Čeprav pravim, človek naredi obleko že s pameti veka. Bi sedel na ulici, fehtal za denar, oziroma ne bom rekel fehtati, ni lepo fehtati, prodajal bi to revijo Kralji ulice. Kralji ulica, tako? Tako bi prodajal in bi bil ful zrihtan v lepi obleki. To je bil pa en zanimiv eksperiment, ja. Ne? Odzivi ljudi. Ja. To je bilo prejšnji vikend. Sem bil jaz pa punca smo ravno šla v trgovino, je zmanjkalo 20 centov. Jaz nisem imel denarja pri sebi in sem rekel, nekaj da še zraven mene v račun, bom s kartico vse skupaj plačal. Mislim, da je bilo, ne vem, tisti liter vina, liter pa pol. Njemu je to pomenilo svet. On se je prišel za nama, prišel hvala, ne vem, kak je blagoslov vse mi je dal. Se mi tudi zmeri damo, ja. Tako da to njim pomeni, mislim, da bolj kot neki Ferrari. To njim pomeni ogromno. Recimo moj prijatelj, ki je frizer, zdaj poleti bomo naredili, bomo šli po Ljubljani, pa postrigli vse za gratis. Tako da se najdejo take akcije, ampak jaz pravim, ne more vsak pomagati vsem, lahko pa vsi pomagamo vsaj nekomu in tak bi svet deloval boljše in lažje. Mi se ful trudimo pomagati en drugim, na drugi strani pa tisti, ki so ustanove, ki bi mogli pomagati, so pa odpovedali na tej črti. Tle se ne bova zdaj spuščala v neko politiko, pa to, ker to res tukaj nima smisla, a ne? Ampak kje je tista raven, bomo rekli, te pomoči, kot jo ti vidiš? Z veseljem, vem, da ful rad pomagaš, z veseljem pomagaš, ampak komu, zakaj, a človeka to usreč, ali usreč tebe, da vidiš njega srečnega? Tako bom rekel, ljudje, ki najbolj potrebujejo pomoč, ti načeloma nikoli ne bojo povedali. Nikoli. Oni so zadnji, ki se bodo javili. Komu, ko pomagaš, mu daš prst, bi ti vzel pa celo roko. In dal bom en primer, z Leo klubom smo pomagali. Pisala nam je v bistvu hčerka, da nimajo kam dati več stvari oziroma hrane, ker nimajo hladilnika in če bi jim lahko nabavili nov hladilnik. In jaz osebno grem do te družine in jim dam denar. Oni podpišejo, mi se poslovimo in čez dober mesec oni pišejo spet nam. Pride predsednik do mene, pravi, Tomi, si dal ti denar? Rekel, osebno.
vidiš, podpisali vse. Ja, da rabijo hladilnik, nima hladilnika, nima hrane. Sem rekel, pa jaz sem dal njim denar. In potem je le hčerka povedala, da oče vzel denar in ga zapil. Takrat smo rekli, ok, ne bomo več dali denarja, če nekdo rabi hladilnik, mu kupimo hladilnik. Če nekdo rabi posteljo, mu kupimo posteljo. Če nekdo, ne vem, kot je bil požar, treba prenoviti streho, prenovimo streho, ne dajemo več denarja, kupimo. Karkoli bodo potrebovali, mi kupimo. Če nekdo prosi za ščetko, šolske potrebščine, jih kupimo, ne dajemo več denarja. Ljudje to izkoriščajo. In potem so denar zapravili, oče ga zapravo in še enkrat smo takrat šli, pa so kupili hladilnik. Lepo. Razlika, tisti, ki nujno potrebuje, se ponavadi ne oglasijo. Sram jih je. Tisti, ki se nekateri javijo, izkoriščajo dobroto. Jaz bom rekel, nekdo se res dela, mama, 3 otrok, samohranilka, dela, gara, 2 službi, 3 službe, se hoče raztrgati. Nekdo pa na socialni, pol pa naša država to podpira. Tako. To pa me moti. Ti ljudje pa me motijo. Čakajo, da bo nekdo drugi se premaknil na mesto njih. To je tisto, kar me zmoti. Sporočilo mladim. Kakšno bi bilo tvoje sporočilo tiktokerjem, instagramerjem, velikih imaš so sledilci, kakšno sporočilo bi dal njim? Problematika mladih je to, da vsi bi radi bili influencerji, tiktokerji, zvezde. Dej povej, se ful tle denarja služi, da jih spravimo na realna tla. V Sloveniji smo, to moramo vedeti. Moramo vedeti, da jaz imam na enem videu 100 milijonov ogledov. Od tega nisem zaslužil niti evra. Mi smo prva skupina, ki je na YouTubeu z Manče, Raletom, Armanijom imeli 1 milijon ogledov. Prva slovenska skupina. Nič evrov. Niso obogateli, ne oni, ne jaz, nišče ni obogatel. So influencerji, ki prodajajo svoj brand, ko dosežejo eno število, oni delajo denar od sponzorjev. Da jih nerealna tla jim pokažeš. Ne mešati Amerike s Slovenijo. Meni je težko govoriti o nekih nasvetih, recimo mene, ali pa recimo bom dal za primer Damjan Merlaka. On je sam ustvaril to. Jaz sem rojen bil v premožni družini. Ne tega meša. Težko je meni dajati nasvete. On je bolj človek, lahko da mladim nasvete. Pošteno. Tako uspeti, tako se vzdigniti, tako obogateti. Jaz o tem zelo težko govorim, če pošteno povem o tem. So ljudje, ki živijo dobro, tudi kot influencerji v Sloveniji dobro živijo. Problem mladih je, da oni ne gledajo ta dobro, ampak gledajo Justin Biebera. Oni gledajo Jake Paula, oni gledajo Top G-ja, oni jutri bo pa bogati, od tega ne bo bogatija, od tega ne bo niti felne za bogatija. Ampak oni še vedno stremijo k temu, dajmo me to gledati in potem se dogaja to, kar se dogaja, spori med mladimi, ampak to so samo ogledi in bolj kot ne slabo mnenje opazovalcev, od tega ni denarja. Meni je bilo zelo zanimivo, moram reči. Dosti stvari sem vedel že o tebi. Zanimiva mi je bila tvoja interpretacija denarja, glede na to, da si iz bogate družine, imel si dosti vsega, imel vse. Zanimivo mi je bilo tudi, kako dojemaš padati na realna tla, ker marsikdo visoko leta in nizko pade, da se pobere človek in gre naprej leteti in naprej iskati svojo srečo v tem življenju, a ne? Edini nasvet, ki bi dal mladim, je, ko vam spodleti. Recimo, pri nas rečejo, se je propadel. Donald Trump je enkrat rekel, nisem propadel, meni je samo spodletelo med tem, ko sem se želel vzdigniti. To je drugačna mentaliteta. Amerika, Slovenija. In če želite, da vam uspe, vse, kar je treba v življenju narediti, je to, da poskusite samo še enkrat. Super. Zelo sem vesel, Tomi, da si bil danes današnji gost. Tako. Hvala lepa. Čast mi je bilo. Hvala. Res. Pa se vidimo kdaj ob naslednji priliki. Hvala za povabilo. Nikaj. Hvala vam, gledalci. Upam, da ste uživali v današnji oddaji. Se kmalu spet vidimo z novimi gosti. Lepo se imejte, uživajte. Hvala lepa.